Pojmo. Ja, se laufa. Smo že not, v redu. To je čist preveč presinga. Ni čudno, da sem vas živ. Ja, valjda, pol zamaščena jetra, pa ne vem. To je stres, to je stres. Pa so pa zamaščena Ja, jetra. se pravi. Tako, to so ti high pressure points, ne? Ja. Kad te zjebe prideš in tukaj si... Iz podporniškega dela v ta prav del, nisem ne barasa ta prava, ampak navaden. Mi se čutimo, a veš, povezani tudi z unimi drugimi, ki niso podporniki. Ja, absolutno. Te damo najboljš od sebe. Ne? Absolutno. In je prešer prevelik. Danes smo dali Lojza za podpornike. Zdaj smo dali tudi za ta navaden. Nismo povedali, kaj je, bo zapiski. Jaz mislim, se mogli pogovarjati tudi Lojza. Bom najdel Lojza do drugega tedna, ga najdem. Nekaj sem si zapisal, sam vera ne vem. Lej, se bo verjetno. A ja, sem na mojem kompjuterju. Bomo najdel. Skratka, ja, ne. A ti še zmeraj morajo? Kako je bilo prejšnji teden z zvočnikom? Noro. Noro. A res? Maršala sem dal na horn, pa je ljudje so plesali. Ne, niso plesali. Nekateri so celo jokali. Tako, kot ste se izrazili, gospod. Točno, nekateri so jokali. Nekateri so celo jokali. Ljudje so bili frapirani. Ful je bilo noro. Nori sem, lej. A to ti govoriš? Da so bili taki, ali kaj? Ja, wow. Ful bo, noro. Ali bo že fan club? Ja. The best. Obhajali so okrog. A veš, kaj sem te hotel? Zjutraj pa zvečer. Brez zvonca. Zvakat, dobro. To sem te hotel vprašati. A ta klic si sprobo? Klic nisem se upal. Klic je nevarno. Klic je nevarno. Ne, če je probo, mislim, bil sem svojo, ne more, a veš kaj, pol ne pride. Če pa ne bil svojo, bi bilo. Ne bi, ampak, a veš, hvala, ampak. Ne. Izletelo. Ne, a veš, ne moreš. Kaj te upam, da ne poslušaš. Mislim, da ne, ampak. Šala, smešica, sarkazam. Ne, ampak, a veš, se pravi, ne moreš, ne. Pa če si v vezi, ne moreš No, se tako, kot smo rekli, ne, nič tazga, ker... ker liberalna družina, široki nazor. Ne, bi spreji. Ne, razen, če si v taki družini, pa lahko, ne, googliš, veš, pa ga pa najbrž absolutno moraš, ne. Pa se pričakuje, ne, veš. To je res, ne, to je res. Nisem poskusil, moram priznati, da nisem poskusil. Tako da, drage poslušalke, če je kdo poskusil, ne poroča, lepo prosim, ker nas zanima, kako se je izteklo. Tako, kakšen je rezultat. A je bilo dobro, a je bilo tako dobro, kakor ne. Pravi, da je dobro. Kako so rekli, da v Zrčah je bilo kar noro. Dobro, sem v Zrčah je pač... Ne, a niso zdaj tam neki prenavljajo, ali kaj? Ampak je še zmer dobro. Zato, ker pač le par jih je googlal, pa je bilo. A veš... Ja, pa to, kar pride. V glavnem, poletje je. Ugotovil sem, da smo šli čez skoraj cel retrograden Merkur, pa da smo kar preživeli. Čeprav neki med crkvali. Mislim, neki pralni stroji so šli. Pralni stroji so šli. Mislim, da je zdaj odvisen, kam gledaš. Ne? Ja, to je res. Verjetno žrtev bomo pol prešteli. Žrtev na koncu. A veš, to, kar je minus za enega, je plus za drugega, ne? Definitivno. Serviser je rekel, dober dan. Evo mene. Ja. Čeprav tudi zdaj jamrajo, da nimajo dosti del. Mislim, a nimajo? Ne, zdaj imajo, ampak da s novimi napravami bo zmeraj manj delano. Ker pač se ne bo dal sploh nič. Pa še vse se mi zdi, da še vse ljudje pokličajo, pa če kaj tazga majhnega, veš, elektronko zamenjajo, to ti zamenjajo, če pa kaj tazga major, pa rečejo, novega nabav. Ja, ne. Čez 3 dni bo konec retriča, tako da pol bo se... Čez 3 dni. Ja, če smo danes 20, bo 23 konc, tako da še pol še malo počakajte, ne? Pol bo še un rep, ki ponovati je, ne. Ja. Izdraži frende. Tako je. Sem pa zanč tele angelčke sprobavil,
Pa mislim, da tudi tretjič upila na ne. A res? Ja, ne vem, nekaj ni bilo tako dobro, kot mogoče so na dopustu. A smo se z Natašo smo se pogovarjali o angelčkih. A smo kaj to rekli, da ne, nismo. Na zadnjem na pikniku? Ne, nismo. Škoda, ne? Škoda, ja. To mogel biti. Nataša, če poslušaš, ne, po mojem le zdaj caj dopusta opizdavali, da je tudi Gabriel šel na dopust. Sama moja niste dopuste kamija, veš. Zdaj na Siciliji. Ja, daš pa šel kapolet, mislim. To je res. Mislim, če bi če si ti angelček, načeloma imaš, a veš, ti lahko izbereš, imaš skozi dopust. Ne sem to hočem reči. Ja, no in kaj, pol ti ne boš nikoli več parkiral, kaj? Zdaj šel v Sardinijo, tam kaj je gužva, veš, vse v te lepe kraje šel. Ali imaš skozi dopust, ali pa delaš skozi. Ja, ne vem, pizda. Veš, kaj tu na dopustu rabaš parkir, plec. Ja, vem, kdo prevzame zdaj to, a veš? Seveda ne, že bil na pahu, se ne moreš skoraj parkirati. Ne, ampak kaj, veš, a je to zdaj Rafael prevzel, a veš? Ne. Ni starih, pa tudi če greš kaj v Hružnjano ali pa v nekam pizda, kaj v... Ja, dvisen kam greš, ne? Kamor greš v mest, tam, da bo ona sladkorna pena, pa te jebe skozi nekaj jeba sparkirati. Ja, valjda, tam rabaš ga... Samo, a pol potuje s tabo, če ga ti uporabaš v Ljubljani? Ne, če gre on na dopust, se vidi. Ne, samo, pa le kaj še gužve na cest, veš, valjda, da ga ni. Ne, sem tam ne parkiraš. To se pozna, stari. Če se, ne. Zanimiv. Nekaj po mojem, zihar. To je treba... To vse povezati. A bi lahko enkrat povabil to gospod, da nam razloči malo, ja, ker je ful nekih... V tretjo mizo Čanka moramo povabiti. Je ful nekih... Pač vprašanj. Ja, vse, kaj poveš, je to čisto logično. Ko ona to pove, je to čisto logično. Ja, se to, a še gre na dopust, ali ne? Ampak, ker to v praksi probaš, vidiš, da se zna zaplesno. Ja, se to. Ja, sej, malo se zaplet. Jaz mislim, da je reten, če vsem poročil drug teden. Ja, da vidimo, a veš, te nične primere. Jaz sem sicer na Amalfiju dubu plac. Opa, dela tudi na Amalfiju. Se pravi, ima roaming. Ja, je pokrit, vse je pokrit. Sam pizata, star je bilo drago. Ja, roaming ni pocen, vse to veš. Ne, se vem, ja. Roaming, mogo je iti iz Slovenije do Amalfije. To ni blizu. V bistvu me je prizadel, da tam 2 plave črte več na uro zaslužta, kaj jaz. Ampak... Dobar, lej. Ko je plave črte? Je te na tleh. A ja? Parkir plec, da je eno parkirno mesto več zaslužno uro, kaj jaz. Angel tudi stane očitno. Kakšen razgled je tam zunaj parkir placa? Že s tam je dober. Ne, noter je v jami, jaz ga sicer nisem, jaz sploh nisem videl, kako zgleda. Da priznam. Za ta denar. Zato, ker moja je šla, ne veš kako je, midva sem se pripeljala, kje je v uno parkirno hišo, ki je tako noter zapelaš v jamo, tako kot bi, ne vem, kje pod peco zapeljal, recimo. To plačaš, da boš pri kralju Matjažu parkiral nek ne. Levo od mize. Ja, levo od mize. Ja, tam ga daj. Direktnega. Da ga vidimo. In mož kot sovoznik moš jeti ven. Zuko? Ja, ne vem, samo... Sam voznik? Ja, čisto napeti na to. Kva? In tam en pol preganja to in ja, samo voznik se lahko odpelje naprej. In kam gre sovoznik? Kaj pa še je? Ven moš, ti moš ven pa zum počakati. A familija tudi, recimo pač, priješ familijo, imaš ven vsi ven, jaz to ven vsi, ajde, čao. To da plačaš, le. To je še... Tako da ja, no... Entertainment ne šel, veš, oni še malo delajo nekaj. Tako da ja. Nekdo, en več je v službi, zato ker pač mora tam tudi nekaj gre ven. Ja, v bistvu ja. Okay. Biznis je zjužil. Pa čim prej moraš prijatne zjutraj. Ker ni. Aha. Pol ni. Ja, ne, vidiš, za tega tudi plačaš, ker je malo več ljudi, ne. Je pa stric rekel, da polet pa skoraj da ne parkiraš, ne? Da je pa Gabriel na dopustu. Ferogosto, sorry. Še zanč tudi kaj nekam... V Italiji pa ne strižemo več. Čim greš ven iz Smokvice, kurac. Ja, uredno. Ali pa Adlešičov. Ali pa neki. Tam, ka ni tega. Spodna Kungota. Čim je nekaj, kjer je veliko ljudi, pač tako, je dopust za oba dva.
Dva Instagramarja z več kot 100 jurjev followerjev prišla si v pizdi s parkiranjem in z žušterijami in z vsem skupaj. Hodke, če imaš rad gužvo, pa bo isto, kot... Kdo ima rad gužvo? Kjer je človek, ki je rekel, jaz sem pa rad gužvo? Pa ne, eni ljudje bolj trpijo gužvo, hočem reči. Ja, si toleranten, ampak meni reče, imam rad gužvo. Ja, sem eni... Res, ja. Razen vsi, ki delajo gužvo najbrž. No, veš, če si ti, ki imaš... To moraš Instagramati tam, ne? Ja, ok, tist pač... Ja, to je druga stvar. Najbrž je že teh velik, ne? Ne, ker se spet spomnite Instagramare. Zanj sem laufal. Spet srečo Instagramarja. Ja, ne, nisem mislil, sem pa srečo Instagramarja. Mislim, spet v trgovini, ki ne bo... Ne, ni bil v trgovini, ne, mislim, da sem... Ja, moramo še epi vedeti. Če bo pol. Sem laufal in sem pač laufaš in tako nadalje vidiš tako dva, pa sta bila teenagerja, mlajša moška. In se dobesedno so se, en je zraven tako stal in se na 20 cm ga je on slikal na polno. Se pravi, jaz sem se tako bližil, bila je razdalja nekih 100-200 metrov in jaz gledam, kva počne ta modela, veš, on stoji primer, slika, tako, mislim skoraj, če kdo ve, kako se je Matrix naredil, ta moment je bil, se pravi, kamere, vse okrog je naredil. 360 ga je slikal na polno. Tako meni sem malo bulu, ne bi smel, ampak. Ampak ja, to je to. To je očitno nova, kako bi rekel, tukaj smo, no. Ni pa ben ringa prevlekel, kar sem pa bil vesel za to. Luči pa to, luči ni bilo, no. Si se uspel v kadr zrinti? Ne, nisem hotel skočiti zraven. Zgleda, da sta fanta še na začetku karijere. Ja. Ampak ni bil video, ne? Je bil očitno slikanje. Ali je mogoče za kam? Najbrž je za kam, ne? Ja. Zihar je za nekam, ne? Mislim, dejstvo. Verjetno za osebno, ne? Ali pa za en kamer. Za osebno ni bilo, ker za osebno moraš imeti ta potrdilo. Ja, to ne, za osebno. Fotograf. Tako da to ni bilo, se mi zdi, no? Čeprav mogoče. Včasih si lahko prinesel, ne? Včasih lahko, zdaj pa ne, tega ni več. Jaz vem, da sem še otroka slikal na postli, plava rjuha gor, pa otroka, pa na postlo, pa slikati, pa pol slike razviti, pa za osebno. Tega nisem še. Bila takrat je bil kar izjiv, ja. Jaz zdaj tega ne moš. Ne, zdaj moraš biti registriran in fotograf. Svaštaj. Alej. Ja ne, zmeraj več stvari moraš biti registriran in vse moraš biti registriran. Ne vem. Za fotografije je isto kot za pilote. Big Brother is watching you. Sam ne tisti, ker smo prej gor govorili, ne. Je pilot, ne osebna. Je problem, ne. To je res, Sam smo veliko stvari problematizirali. Zdaj smo. Dok, da zaupamo poslušalcem, da smo govorili v bistvu o tem, da se volivci navdušujejo nad ljudmi, ki so jim podobni. Ker se poistovetijo z njimi. Se pravi, ne bomo rekli, da niso preveč pametni. Ker se najdejo. Najdejo se v nekih besedah, najdejo se v nekih dejanjih, ki se jim zdijo kul. Tako, in smo pol pač ugotavljali, da mogoče, da to niso pravi ljudje za vodstvo, da je fajn, da in smo pač neko alegorijo naredili z letalskim prometom, in da je fajn, da avion vozi ki ga zna, ne ki je tebi podoben. Mislim, ker se ti vidva dobro razumeta. Ja, ker sta frenda. Ker sta šla skup na per. Ali pa, ker ti misliš, da bi šla lahko na per. Tako, ja. Ker ti politika gledaš pa poved, kako je. Oni pa fejzdec. Oni pa vredo. Tako. Ne pa avion pele. Ja, in da to mogoče ni najboljša. Tudi pri doktorju bi rekel isto, da nočeš iz unim, ki gre s tabo na per. Mislim pa, pustimo per, ampak se razumete dobro. Čeprav reče,
Ne, pomaga, če se z doktorjem razumeš. Super. Izvidite, da imate tumor, ne? Kaj pa zdaj naredila? Nimam pojma, ampak peva na pivo. Ne, to pomaga, zberam. Jaz sem v določenem času življenja bi to vzel kot res dobro gesto in bi šel do per. Mislim, v vsakem trenutku je to čist validni izbor, ne? Ja. Ni pa najbolj primeren mogoče. Mogoče, no, ampak še vsem pričakuješ, da bo potem nekdo prevzel, ki ve, kaj s tem tumorjem narediti. To je res. In mogoče za tumor je bolj jebane. Mislim, karkoli. Tudi če ti hoče roko naravnati, recimo, kaj se je zlomil. Od mojih zobarjev spoznal v orto stari in je bil moj zobar 10 let, fully good the best. Dobro, če šel gre v orta, to ni nič narobe, ne? Mislim, to je zdaj, če zna biti zobar. Ob 3 zjutraj. Ja. Ampak je bil šolan zobar. Ja, super. Tudi zobar, tudi verjeten pilot gre recimo v orto ob 3 zjutraj, pa kakšen per spije. Najbrž, ja. Pa upam, da ne gre pol naslednji čez 2 ure. Zdaj problem je pa ono, kar smo govorili mesec nazaj, ne? Ja. Da pač z unimi zubmi ste muja rešuješ. Ja. Ja, to je bolj problem. Da si ti najdel enega modela, ki reče, jaz sem pa zančih malo preveč naročil ste muja, da priti do mene, pa vam idva to zrihtala. Ja. Ali pa je problem. Ali pa jaz sem zanč na flight simulatoru, sem odpeljal, veš, sem te unga, zajeban ga iz Hongkonga. Sem letel. Aspen je mende tudi cel. Aspen je tudi, ja. No. Zdaj pa dajte tega Boeinga, pa bom jaz. Airbusa. Bruselj, Ljubljana. Takrat, ko je bil 747. Ja. A veš, takrat, ko je bil flight simulator popularen, sem enkrat rekel... Si še smer? Ne, takrat, ko je bil popularen zaradi drugih razlogov. Okay. Ko so rekli, da vsak pik zime lahko na flight simulator se nauči leteti. No, sem probo. Ni tako simpel. Ja. Mislim, predvsem za leteti. Sej pa, ko letiš nekako... Pa letiš v stolpnico, gre ka preko keks. Jaz sem probo samo enkrat. Zgubili smo naš 19 najboljših. Hec. V glavnem. Pri teh zadevah je fajn, da ti je en drug vzleti. Boš pa že ti zri. Problem pa samo azimut. Problem je, kamor jaz grem. Se veš, da ne rekel lihar, vzleti zajemam. Vzleti zajemam. Pristagam smo še probo, nisem stari. Pa se zvedu za nož. Ja. Ni prav, ni šlo. To hočem reči. Jaz bi res zaupal. Mislim, najbrž bi se ful vadil, da bi se dal. Kaj, v bajto ali pristati? Oboje, ne. Ne bi izgubil tega cajta, ker očitno nisem talentiran za te stvari. Najbrž sem mogel te dobro izvedeti. To ni talent. Tukaj ni talent. Tukaj je vaja in pač... Trening. Ja, seveda. Nisem pa red moraš imeti to. Vse to, da se lahko to učiš. Kjer del zdaj? V glavnem, minute. Poletne epizode, mi smo že skoraj na koncu. Mi smo zaključili po moj čas. Čak. Ura je... Čakaj še 42. Ne, 18:30. In 42 še. Čak, zdaj mi pa ni pržgal, čak. Ja, ni pržgal. Zdaj pa ni pržgal, čak, zdaj bomo malo počakali, ker smo dospali pa res toči. Ja, pizar je skoraj sem. Fuck. Evo, in je 18:42. Tako. In, ja, se zdaj... Slavko. Zate. Zdravo, počivalke in počivalški. To je podcast o tičih, življenju in še marsičem. Tam je res. Ja. Sem vam povedal to, da recimo, ne, a ste vidva vedela to, da so včasih kanarčke, ne? Ja. Kanarčke so nosili rudarji v rudnik. Ja, seveda, v Angliji je to pač standardno ta, ne, canary in the coal mine.
Tako. Ja. Da je bil Da je opozarjal, oziroma ni opozarjal na nevarnost, ker se je pa sam prevrnil. Dokler je pel, je bilo v redu, pa ker ni več pel, pa ajde gremo ven, mi pobi. Ja. Kanarček v rudniku. Kar v redu. Ba je sicer pri nas, če imaš odprto ognjišče, moraš imeti prav javljalcu tega monoksida, kanarček ni dovolj, če ga imaš doma. Mislim, ne, ba je ni dovolj. Brez veze, zato sem mislil, da bi zdaj neko ognjišče nabavil, pa to pa ne. Zdaj pa nam, brez veze. Mislim, kanarčka ni to gniša, brez veze. A veš, nekaj bi eno z drugim. Težji v dravlah to narediš, ampak. Da si se dalo. Se vem, kje je. Krušno peč bo dal. Volje je pot. Ne, ker v naših blokih so še jaški za peči. Peči ali za zračenje? Ne, za peči. Ja, se možno. Rezervna vertikala je bila narejena v slučaju rata, pa vozite avioni mejata. Ja, ne, se vidimo tudi sam so zračenje. Ne, nič ne dela, ker sam tam špeter dela, pa elektriko sem mogel okoli voziti, pelati. Pa je pa ta spovedal, da to pač tako je, da lahko. Tako da imam lahko kamin, v Dravljama. Zrihti bi. Jaz mislim, da moraš zdaj krušno peč noter. Krušno, boš kruh delal. To pa da. Domač pečen. Ja, to je dobro. Zdaj sem bil v šalm peč spet, pa sem se spomnil, da je Starfoter imel mlin odzad za bajto. Še to, imaš tam. Pa je še zmer tam hudič. Tako da mislim, malo moram podaljšati. Kaj je imel na vodo ali kako? Mislim, kaj ga je poganjal? Ne, na elektromotor. Aha, ok. Neki cajt ga je imel na kamen, pa je polun kamen. Mislim, se kamen mele. Ne, kamen, ne, nek drug, razlago mi je, ne vem, na kaj je bilo prej, ali pred elektromotorjem je bilo nekaj drugega. Ja, pa se te elektromotori so bili že, mislim. Čeprav, ne spomnim se. Ampak na to je bilo, no. Ti si prikupil, pa pol mlev, pa pol je bil vesel, pa cela vas je bila vesela. Če ljudi ni mlin v vasi, pa blis je bil. Ne. Ja, tako. Maja si slišala, kva te čaka. Tako da. Mlin je še. Šalna peč hibrika. Krušna peč prihaja, tako da 7 hlebcev vsako nedelo. Tako. Ja, da bo za cel teden. Ja, se jih je bilo. Ja, absolutno. Mislim, ker smo bili otroci dol, je bilo še več, zato ker je stara mama ukalkulirala, da bo. Pa ne smeš topega kruha, ker to treba bolje v maj. Sam z tega, da ga niso pojedli, ker topo kruh je ta narabol. To je bila čista na tega. Ta joke je bil čista na tega. To je ta. To je iz tega. Da nisi ga požaril, ker je res topo kruh najboljša stvar na svetu. Ja, res dobro. Več toplih kruhov v svet. Tako je. Kje smo bili? Zdravo. Hvala, ker ste nas poslušali. Mislim, kljub vsemu smo še mi vedno kljub kruhu, ki ga tukaj ni. Ja. Smo mi še vedno. Hvala za podporo. No, on je Aljo, on je pel, jaz sem zi. Sam to, da vemo. Jaz sem pel. In hvala za podporo. To je to. Ne, knjiga brez veze, stari, da kar avtor naredimo. No. Knjiga je fajn, jaz moram reči, da knjiga je res ekstremno fajn. Zdaj, če še niste šli na dopust, hitro si jo sposodite, ker je res super prijetno plažno branje. Pa kljub temu, da skozi vrste izumirajo, ne, je res zabavna štorija v resnici. Kar je v bistvu malo žalostno, ker ta knjiga pač govori o teh, ki izumirajo, pa kakšne so že izumrli, takrat, kaj on to napisal. Pa je malo depresivno, če pomisliš, je pa ful fajn za brati. Ja. Mislim, ne zgleda sicer, kaj mi govorimo, ker ne res ne povemo veliko. Mislim, jaz sem že te prvič, ko sem jo bral, dubu s to knjigo, absolutno. Moram reči, da mislim, kljub temu, da je napisano na tako res v bistvu hudomušen način, če bi se izrazil. Ne? Ampak če tako gledaš, še zmeram spet drugače gledaš na okolje. Ne? Absolutno. Pa tudi, mislim, po drugi strani je pa tudi zanimivo, ker se Douglas tudi malo postavil v vlogo potrošnika, a veš, zahodnjaka, in tudi ta pogled je a veš, če ga zdaj, kad ta drugič oziroma ta 17. berem, ne, v bistvu vidiš, da ima malo slabo vest. Ima malo slabo vest, Ima malo slabo vest, ne.
In to so teme, ki v bistvu jih mi že pogovarjamo, še preden smo do te knjige prišli. Ja, pa on je imel že takrat slabo vest. Res je, ja. Tako da mogoče ni tako šok, da se človek malo zamisli okrog tega. Ni on tako, kot naj bi bil mišljen, ne, da je nek nevtralni opazovalec pri tej ekspediciji, tako, ampak... Ja, on vsekakor se deluje tukaj, je udeležen. Je dal nekaj sebe noter. On je udeležen tukaj in tudi povedal, pač je zraven, prisoten. Tako da, ja. In se zaveda v bistvu tudi človeškega vpliva na to okolje. Sicer, poglej, zdaj recimo, če pojmo malo do knjige, da ta Kapako, v bistvu brez človeške intervencije, ne bi tudi toliko cajta ne zdržal, kot je zdržal. Brez človeške intervencije pa ne bi sploh izumrl. Brez človeške intervencije sploh ne bi izumrl. Če Nova Zelandija ne bi bila poseljena, to je res. Tukaj mi vplivamo. Mi vplivamo na naravno ravnovesje, kakorkoli obrnemo. Bizarna štorija. Prišel majhne zverince, mački, pa ne vem kaj. To je dovolj. In tam teče to klen, pa to pešhod. Pešhod, mačke pa tu hodijo peš, pa še zelo znajo dobro. 3 leta in jajc velikega dihur takoj poje. Ja. Pa mačke hodijo okrog še zraven. Če pride do tega, da je podgana ga z bomba, razumeš? Če pride do tega, da ga zvali, je tukaj, mora pride do tega, preden ga maček, valjda, pešhod, maček pa, to mu je easy peasy. Valjda, mali the bank. A pa smo spet ljudje problema. Ti, kje pa je že bilo to? V eni od prejšnjih knjig. V eni drugih knjig. Kva rečemo, da je to to, ne? Preberite, če še niste brali ta prve knjige, mislim ta prve Douglasove, to je v Štoprskem vodniku, v ta prvi knjigi, mislim. Tam, ko gre za obhod z Damogranskega morja. V lepi slovenščini, yes. Ja. Zdaj še pa pravno epizodo pošušati. Da... Bom dal zapiske. Danes je bilo to, pa Lojs je bil. Lojs je bil. Lojs, ja. Lojs je bil Lojs. Kada bi ga snimali tako na 4 tedne premika. Skakali smo to hočeli. To pa smo. Tako da kaj, smo že vse rekli, da je Discord pa vse to, pa je to. A ja, v glasa nismo dali danes. Ampak poletje ni v glasa. Poletje ni v glasa, mi častimo. V glavam, ja, film tako. Pa bo pizda. Časta, runda je bila na nas, zdaj runda je vaša. Ja, hvala za seribe.si. Z vami smo bili Aljo Pelenzi in če ti ta podcast všeč, ga deli, oceni ali podpri. Hvala za seribe.si. Lepa. Hvala lepa. Lepo se majte. Ja, pa rad se majte. Yes. Predvsem to. Absolutno. Je. Potle naslednjič smo v Božji materni. 22. julija. 22. julij pade. Yes. Ko imam mlide pred zobarjem.